16 čajev, poln Bojane, pa nič drugega. Glasno branje, ja, to, predvsem to. Ja, v bistvu niso bile še res nič blaznega, sam prebral sem si tekst, pa šel na snemanje. Moje priprave na snemanje so potekale tako, da sem se pripravila na vlogo, kako bom odigrala, na moj lik, zaradi tega, ker jaz pač nisem taka oseba v resnici, kot igram. Poleg tega sem animirala ljudstvo, igralce, pred snemanjem in zaradi tega sem se mogla še pripraviti s kakšnimi, ne vem, uvodnimi disciplinami, recimo. In potem sem pač še namazala igralce in to je bilo to. Priprave na snemanje, kako sem jih doživljala? Doživljala sem jih tako, da sem se kot igralka zelo poglobila v lik in nato mi je tudi Bojana povedala, kaj približno naj povem. Nato sem pa v prizoru sem pa improvizirala, tako smo vsi, ker se tako izraža naše naravne človeške reakcije. Ja, pač ni bilo kaj pretiranih priprav, ne. Edino, kar sem mogla, sem pripraviti oblike, pa malo razmisliti, kako se bom uživela, kakšno pač čustvo in tako naprej. Ja, moje priprave, jaz sem šel lih akvarij kupiti, ne. In tako mene Bojana tako kliče, ne. Ja, danes snemamo film, da rabimo enega pač, da snema, da igra nekaj in pa sem pač mogel priti, čeprav mi ni bilo čist kaj preveč za to, da bi prišel. Snemanje pa potekalo tako, da smo tehnična ekipa bili na enem mestu, vsi igralci, snemalci in pa tudi Bojana so bili pa na prizorišču snemanja. Če mi nekaj prizorišč dali, smo pač objavili se Bojana, ki si pa nekaj zdaj. Nekaj čas, vidiš, ne? Povejte so pač da ti živela se manj zdelo. Kle usedeš, ne? Ne mi denaram se. Pazi, gludaš na tla. Pazi, gludaš na tla, in medtem, ko so oni snemali, smo mi z vsemi našimi pripomočki, tudi ostalimi igralci, ki so tisti dan bili na snemanju, smo se družili, pogovarjali in pazili na naše stvari. In to je bilo snemanje in druženje hkrati. Na snemanje sem se pripravila tako, da sem si pač najprej izdelala svoj lik, ko sem ga igrala, ne. Potem sem pripravila kakšne igre za začetek, preden smo začeli igrati, da so vsi igralci ustvarili lik v svojih glavah, da so se poglobili. Potem smo se šli kakšne igre, v bistvu uvodne, ja, igre za artikulacijo. Potem sem pa še namazala igralce pred snemanjem in to je bilo to. Ja, snemanje je bilo v bistvu na trenutke naporno, ne, ampak večinoma je bilo pa zelo zabavno, tako smo se imeli fajn. Jaz sem tudi ful zabavno, pa ful bolj sproščen, kakor sem mislil, da bo, ful dobro. Snemanje je potekalo, tako da sem jaz tam prišel, Kristjan je sedel na mestu in čuval vse, kar je bilo treba. Bil je pač bolj varuška, kakor glavni igralec. Pa lih ta prvi prizor, ko sem ga jaz videl, da so snemali, je bilo tisto, ko bi se mogla Tina zaleteti v tisto štango. Pa je bilo ful smešen. Tina! Seko. Žir! Čak, zdaj? Ja, kamer. Je pa čisto mi vsi nekaj govori. Kaj še imaš poličko? Kakšne stvari so se ful vlekle, kakšne stvari so bile tako dosti hiter konc. Fajn je pa bilo, ko smo prišli tako ponavadi pol na čaj, pa tako da smo se še malo tako družili pa zafrkavali. Ja, zame se nekaj predosti dogaja, no. Načeloma sem stal odzadaj in gledal, kaj počnejo drugi ljudje. In par lepih fotk sem naredil. Moj najljubši prizor
pa je bil, ko Marisa slika svojo prvo sliko, potem ko jo Bor že poskuša zlorabiti. In se mi zdi, da tisti prizor mi je resnično najljubši, ker je ta igralka Tina zelo lepo naslikala in tudi govori v zadnji se zelo skladajo s prizorom. Moj najljubši prizor je prizor, ko Luka zasleduje Mariso. To smo snemali tam kaj plaže, Plečnikova plaža in okolica. In tisti mi je bil zelo dober, ker je dobra svetloba, pa dobro je bilo odigran, pa ne vem, zdi se mi tako pristno in tako malo skrivnost. Najljubši prizor je tam, ko stojim na postaji, pač samo stojim in gledam okoli, ne, ker v bistvu sploh nisem vedela, da me snimajo, sploh nisem vedela, kdaj bomo snemali, ne, tako da je bilo čist, ne vem. Kateri je tvoj najljubši prizor? Moj najljubši prizor je tisti, ko smo se najbolj smejali, sicer tam, ko so Lastino pod mostom na Tivoliju. Je bilo res ful smeha, ful treba ponavljati. Akcija. Zdravo, Marisa, kako si? V redu. Dej mi ti nekaj povej, mojemu bajku. Zakaj si mi ga ukradla, pa denar sem ga pustila? To mi ful ni jasno, res. Najtežji prizor, ki sem ga jaz odigrala, je bil ta, ko sem Mariso nagnala v sobe, zaradi tega, ker ne vem, sem mogla se bolj tako igrati, pa bi bilo tako malo težje zaigrati, ne. Prišel pač on mimo, ne, in je pustil tam kolo in se začel pogajati po telefonu in sem mu ta kolo ukradla. Kaj si mu? Ukradla sem mu kolo. Ja, moj najljubši prizor, čeprav ga sploh nisem videl snemati pa nič, je tisti, ko pač Tina stoji tako sredi tržnice pa tako snemajo. Sama ne ve sploh, kaj se dogaja. Ja. Že čist začetek kažeš čez pol slike kocke, pa kako pride gospodična Bolta v kavarno. Najtežji prizor se mi zdi, da je bilo najtežje posneti tisti prizor, ko Bor poskuša zlorabiti Mariso, ker sicer na koncu sta igralca res odlično to zaigrala, ampak se mi zdi, da smo tisti prizor največkrat posneli in se mi zdi, da sta se oba igralca morala zelo potruditi. Najtežji prizor, ki sem ga jaz odigrala, je bil ta, ko sem Mariso nagnala v sobe, zaradi tega, ker ne vem, sem mogla se bolj tako igrati, pa bi bilo tako malo težje zaigrati, pet, in pol smo tudi mogli to pač parkrat ponoviti, ampak pa na koncu je bilo vse v redu, veselka je bila zadovoljna in to je bilo to. In pa je prišel pač on mimo, ne, in je pustil tam kolo in se začel pogajati po telefonu in sem mu ta kolo ukradla. Kaj si mu? Ukradla sem mu kolo. Najtežji prizor je bil, ko sem se mogla zabiti s kolesom. To zato, ker nekako si nisem mogla žrtvovati oziroma sama sebe prepričati, da se pač zabijam, tako da pa na koncu smo nekako, ja. Akcija. Moj najtežji prizor je bil takrat, ko sem mogel v sobo leteti zelo jezen, razočaran, pa mi ni ratvaren dober, pa na koncu lahko. Ti ljudi tle.
Akcija. Stari, dosti imam tega. Ne štekam ju. Kako se lahko poznata? Moja Carmen. Se cel life poznam, pa imam rad. Pa ta čudna ženska Marisa. Ja, jaz pa dva najtežjih prizora. Mislim, prvič je bilo to, ko sem mogel orgelce igrati, ne, in jaz sem kolo life sploh nisem špil orgelc in se po moje tudi sliša, ne. Tako, drug pa tisti, ki sem kao jaz Tino zasledoval, ne, in me je pol čist napizdila in jaz sem bil čist šokiran zato, ker sem mislil pač, da meni govori, ne, pa sem pogotovil, da dejansko ni bilo čist meni namenjen. Pa dej, kaj sta nove, Luka, no, dej. A si ti čist zmunjen ali pa? Pusti, stari. Pa ti me ne pusti. Ja, sorry, Ker si izmešan, fuck. mislim, ej. A tebi nekaj res očitno manjka v glavi. Pa dej, mislim. Dej. Tvoje načrti za naprej. Ja, to, da bomo režiserko naučili plesati, je bi zelo koristilo v filmih. Ja, da bi ostal lep in mlad. Moji načrti za naprej so, da se čim hitreje znebim te Bojane, ki je zdaj že vsak petek kleprne in mi mori s tem filmom, ne se ni tako hudo. Ampak da bi še kakšen film posneli, pa da bi se imeli tako fajn, kot smo se imeli do zdaj, pa da bi Bojana dobila en orek računalnik. Moji načrti za naprej so, da bi mi rada zorganizirala vse stvari, da bi posnela svoj film, pa da, ne vem, to je to. Ja, da bi me sprejeli na audicijo za sinhroniziranje filma Ninja Želva. Moje načrti za naprej pa je še naprej sodelovati v skupini Do It in posneti čim več filmov in si s tem pridobivati izkušnje, tako igralske kot snemalske in montažerske. Moji načrti so z to skupino ekipo Do It, ne, bomo posneli še en film, eno grozljivko, ki jo bomo snemali poleti in jaz upam, da še kakšen film, ne, tudi v moji režiji in v moji produkciji. Da se kakšni igralci niso pustili namazati, ko sem jih hotela naličiti, no. Pač to je bila dosti velika težava, ne, in potem smo jih še nekako prepričali, ne, da so si dali. Kaj pa fantje so imeli težave z manj? Kristjan je bil zelo priden, on se je pustil, vse nismo dali fantom veliko pudra gor, samo to pač, kako na kameri izgleda, ne. Ne vem, zdi se mi, da bi bilo treba izboljšati igro igralcev, da bi se bolj vživeli v svojo vlogo in da bi igrali lik, ki je različen od pač vloge, ki jo igrajo v svojem življenju, pač od oseb, ki dejansko so, ne. Da bi pač mogli se malo pretvarjati in res igrati in se vživeti v tisto vlogo, ker se mi zdi, da so, ne vem, da so bili taki, kakor so v resnici. Druga težava je bila, da je Miha pojedel skoraj vse sendviče. In potem jih pač jaz skoraj zmanjkal, ne. Tisti zadnji košček, ki je potem še jedel, ja, smo potem uporabili. Se pravi, da prizora nismo mogli ponoviti, ker bi sendviča zmanjkal. Pa bi mogli po burekiti. Šiptarju. Gremo. A bi še kaj dodal? A bi še kaj dodala? Ne. A bi še kaj dodal? A bi še kaj dodala? Ja. Najprej bi pohvalila režiserko, pa vse igralce, Tula. pa kamermana, pa vso tehnično ekipo, pa tiste, ki so pač poskrbeli za to, da je stvar funkcionirala, pa ki so posodili računalnik, pa prostor, pa v glavnem vse, ki so sodelovali pri tem filmu. A bi še kaj dodala? Ma ne. A bi ti kaj dodal? Seveda, Bojana, kdaj naslednji projekt?